Prednost vidim zlasti v tem, da imam transparentno odgovornost do upravljanja celotne dejavnosti. To se pravi, da moram poskrbeti za to, da bom delo opravil kakovostno, da bom opravil vse programe točno tako, kot mi določa pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in da poslovnega leta ne bom končal za izgubo, kajti če ga končam izgubo, ker sem lastnik tega podjetja, mi grozi, da bom prej šel v likvidacijo oziroma bankrot. To se pravi, imam pri svojem delu spodbude. Pravni sistem je praktično identičen, kot je za javne zavode. Edina izjema je lastništvo nad podjetjem in s tem povezano upravljanje in nadzor nad upravljanjem. Bolj elastičen sem pri temu, na kakšen način sklepam pogodbe s svojimi sodelavci, ki so individualne in napisane tako, da je plačilo odvisno od količine opravljenega dela in kakovosti opravljenega dela in bistveno bolj sem prožen pri temu, na kakšen način se pogajam z dobavitelji potrošnega materijala, kjer nisem zavezan z zakonom o javnih naročilih. Ta zakon je zaenkrat napisan bolj na kožo dobaviteljev kot tistih, ki kupujemo in tukaj lahko ustvarim dodano vrednost, ki pa jo seveda namenim za to, da imam vedno najbolj sodobno opremo in da dobro nagrajujem svoje sodelavce. Zdaj, zdravstvena reforma, če mislite, da je zdravstvena reforma, če sta to dva predloga novel zakonov o zdravstveni dejavnosti, zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Na eni strani seveda zlasti novela zakona o zdravstvenem zavarovanju nekako zagotavlja pomembna nova finančna sredstva za plačevanje zdravstvenih programov. Na tem delu seveda, glede na to, da tudi vsa zadnja leta prispevam k povečevanju izvajanja zdravstvenih programov, da skrajšujemo čakalne vrste, je to dobro. Na drugi strani to dobro, ki povečuje koncentracijo denarja v državnih oziroma javnih rokah, je vprašanje, če je naša država res sposobna s tem denarjem pravilno in pravično razpolagati. Če primerjam izkušnje iz realnega sektorja ali pa iz gospodarstva, si upam trditi, da država ni dober upravljalec s temi sredstvi. Kar se tiče pa novele zakona o zdravstveni dejavnosti, seveda te predlagane rešitve niso v prid temu, da bi si upal zaradi varnega okolja povečevati delež lastnega denarja v zagotavljanje opreme, zmogljivosti in vsega ostalega, kajti ta novela zakona poslabšuje varnost pravnega in finančnega okolja za nas zasebnike, ampak glede na to, da sem že dolgoletni zasebnik niti ne vidim tukaj kakšnega prevelikega tveganja. Ta zakon seveda je slab zlasti zaradi tega, ker določa, da lahko novi zasebniki vstopajo v sistem javnega zdravstva, le vkolikor javni zavodi tega niso sposobni realizirati svojih zdravstvenih programov. Glede na to, da poznam dobro razmere, vem, da se ne bo zgodilo niti v enem primeru, da bi kateri javni zavod rekel, tega ne morem narediti, kar praktično pomeni, da bomo začeli že tako ničelno rast vstopanja zasebnikov v delovanega zdravstvenega sistema še dodatno zabremzali ali pa celo povzročili, da že tisti, ki delajo ali pa delamo, mogoče bomo tega manj ali pa bomo celo v določenem trenutku ogroženi. Tako da tega dela ne podpiram. Manjka mi tudi zelo operativno izvedbeno v predlogih členov tega zakona, kako bi se zlasti temu, ki bo vedno prevladujoči del našega zdravstva, to se pravi javnim zdravstvenim zavodom, naložilo bolj transparentno in odgovorno upravljanje in nadzor nad njihovim delom, zlasti kar se tiče porabe finančnih sredstev. Konkreten predlog je samo, da namesto, da bi obravnavali tako novelo zakona, da se spiše predloge členov dveh zakonov, ki bi bolj približali delovanje javnih zdravstvenih zavodov, načinu delovanja in upravljanja nas zasebnikov, ne pa obratno, da se v bistvu to še omejuje. In to je samo en nasvet in če bi temu sledili, zasebniki smo to že dokazali, potem lahko upravičeno pričakujemo dvig produktivnosti celotnega sistema, boljšo dostopnost do javnega zdravstva in vse ostalo.
Nekaj rezerv je še tudi v okviru obstoječih finančnih sredstev. Potrebno je planirati ustrezno in pravilno glede na demografsko in epidemiološko situacijo potrebe našega prebivalca po zdravstvenih programih. Potrebno je povečati delež prospektivnega financiranja zdravstvenih programov in na ta način zmanjšati financiranje tako imenovane megle. Denar je treba usmeriti v tiste segmente javnega zdravstva, kjer imamo ozko grlo in posledice čakalne dobe, drugje, kjer pa tega ni, pa ta denar zmanjšati. Potem pa nove finančna sredstva, kar sem že podprl, ki pa seveda ne bodo obrodile uspeha in učinkov, če se ne prevetri in ne uredi tudi upravljanje javnih zdravstvenih zavodov.